Vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem videu serije Kje se skriva tvoja življenjska energija. Naj vas najprej vprašam, a ste imeli mogoče kdaj občutek, da vas čustva preveč preplavijo? Ali pa mogoče, da vas ovirajo? Ja, v prvem videu smo govorili o tem, kako so telo, čustva in tesno povezani. Danes pa bomo šli korak naprej in raziskali, kaj čustva prav zares so, kako nastanejo in zakaj jih včasih ne razumemo. Skupaj bomo odkrivali tudi, kako vplivajo na naše telo in zdravje. Čustva so energija. Pojavijo se v trenutku in se spreminjajo glede na naše misli in prepričanja. Recimo, da smo v situaciji, ki si jo zaradi preteklih izkušenj razložimo kot neprijetno, iz naše podzavesti, nezavednega dela se oglasijo v preteklosti oblikovana prepričanja in na podlagi teh prepričanj doživljamo današnjo situacijo v obliki čustev, kot so strah, žalost ali pa nemoč, obup. In nasprotno pa situacijo, ki si jo razložimo kot prijetno, doživljamo v čustvenem veselju, radosti, sproščenosti. Ampak tukaj je pomembno vedeti, da čustva niso večna, pridejo in grejo. Problem nastane, ko se na določena čustva preveč navežemo, na primer na veselje, užitek ali pa druga čustva, kot so sram, strah, jeza, jih hočemo potlačiti. In takšni ponavljajoči se poskusi vplivajo na naše telo. Potlačena čustva, ki jih dlje časa ignoriramo, pa lahko povzročijo tudi fizično napetost, določene poteze, držo na fizičnem telesu, izčrpanost ali pa celo bolezen. In laboratorijska raziskava, ki jo je izvedel dr. Bruce Lipton, kaže, da nepredelana čustva vplivajo na delitev celic v našem telesu. In naša potlačena čustva postanejo pač ovira za sproščanje življenjske energije. Energije, ki jo nujno potrebujemo za zdravljenje. Kako pa lahko prepoznamo ta čustva? Preprosto začnemo jih pač opazovati. Kje v telesu čutite napetost ali pa pritisk? Kako se vaša čustva spreminjajo čez dan? Jaz vas lepo vabim, da ste radovedni in da si prisluhnete. In že smo pri zaključku drugega videa serije Kje se skriva tvoja življenjska energija. V naslednjem videu pa bomo spoznali, kako se hitro osvoboditi ujetosti v čustva, kar pa nam omogoča, da se v nadaljnje sploh lahko res učinkovito soočimo s čustvi. Vabljeni tudi na našo delavnico Vpliv čustev na zdravje v času soočanja z rakom. Več informacij je v objavi pod tem videom ali pa na spletni strani karunaobjem.si v meniju dogodki. Vaša življenjska energija je vaša in s skupnim namenom jo bomo hitreje osvobodili. Imejte lep dan. Čau, se vidimo v naslednjem videu.